pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela zaostala tekma 9. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in pa Radomelj. Kukovec, Vukasovič, Kudžabi, Štorman do Kudžabija, krasna kombinacija, Kudžabija v kazenskem prostoru. Tratnik pa je Gambicu preprečil, da bi prišel do gola na drugi zaporedni tekmi. Takoj so nanizali nekaj priložnosti, pretili predvsem prej Kudžabija. Ampak mreža Tratnika še naprej ostaja nedotaknjena. Smajlagić, tole deluje zanimivo, Zavnik do strela! Toda zgrešil je Zavnik. Šatri, Zavnik, dober sprejem Zavnika, krasno je poiskal Guliča. Gulič ni poiskal prostora za strel, Klemenčič iz ozadja, Klemenčič do strela, toda na mestu Velič. Odbijajo nogometaši Primorja, potem pa do strela Rok Štorman, toda zgrešil je Štorman. Matic Zavnik bo izvedel prosti strel. Zavnik, dobra podaja, priložnost za Ajdovce. Haris Dedić je prišel do strela, izkazal pa se Velič. Vsaj prišli do prvega pozitivnega rezultata na gostovanju v tej sezoni. Je pa tu Išak Rafiju se namešča za strel, Rafiju! Dobra obramba Veliča. Džokerja v rokavu. Varovance Milana Anželjkoviča, Matic Zavnik bo podal pred vrata Veliča, Zavnik. Znova je vroče priložnost za Guliča, to da brani Velič. Mamić, Pogačar. Matej Mamić, Pogačar. Andrej Pogačar je v kazenskem prostoru, Pogačar, kakšen strelni gol! Andrej Pogačar! Po več kot 2 letih je zadel v prvi ligi in Mlinarji bodo prišli do popolnega točkovnega izkupička. 93. minuta je tekla, Pogačar je rešitev videl tam, kjer so vsi ostali videli zgolj slepo ulico in četa Darjana Slavica bo prišla do prve gostujoče zmage po februarju. Mojstrovina Andreja Pogačarja, sicer je imel tudi veliko sreče. Boginja Fortuna se mu je nasmehnila, nogometaši Radomelj pa bodo tako uspeli priti do zmage v Ajdovščini. Takole krasna poteza Pogačarja. Milan Anželjkovič, glede na stanje na lestvici, mislim, da ne bi danes imeli nič pretirano proti remiju. Dolgo časa je kazalo, da boste prišli do točke. Verjetno je zelo boleče, ker ste gol prejeli v 93. minuti. Boleče je. Normalno, da je boleče, če v 93. dobiš gol. Ne bi se pa strinjal, da mi smo šli na zmago in tako bomo šli vsako tekmo na zmago. Verjetno si jo pa nismo zaslužili. Naslednji teden tekma s Koprom, primorski derbi, kako zdaj zbistriti misli po takšnem porazu? Kaj reči fantom, da ta grenak poraz ne bo pretirano vplival na njih? To je pa to. Ali bojo oni hočejo kaj od sebe narediti ali ne. To je nogomet, vsaki 7 dni je nova tekma, ali porazi, ali zmage, moraš s čisto glavo iti v naslednjo tekmo in to moramo narediti. Hvala. Darjan Slavic, iskrene čestitke za zelo pomembno zmago, do nje ste prišli z golom v 93. minuti. Je zaradi tega še kaj slajša? Pa je seveda, da je, ampak pomembno je, da smo zmagali v gosteh, poudarjam gosteh. Danes je zmagala ekipa, celotna, vsi igralci, še tisti, ki so doma, smo čutili to neko energijo in ja, ene stvari so se vrnile.
Tako da gremo naprej. Ja, Radomlje so prvič pod vašim vodstvom prišle do zmage na tujem, je bil že čas, ne? Tako bi ste rekli, ja. Normalno, da je premalo, da zbiraš točke samo doma. Moraš iti tudi zunaj in mislim, da se bo zdaj odprlo in bo to potem lažje. Ta let je prebiti. Po več kot 2 letih je Andrej Pogačar prišel do zadetka v prvi ligi, verjetno je to tudi za njegovo samozavest zelo pomembno. Absolutno. Z Andrejem so se skozi cele priprave dosti pogovarjali, preveč, bom rekel, tega je bilo in hvala Bogu, da je prišel v to situacijo. Rešil nas je, se pravi, zmagali smo na podlagi njegovega gola in upamo, da bo to še večja motivacija za njega. Je pa še enkrat poudarjam, zmagala ekipa. Ni bilo lahko, ker nekdo je predstavljal tekme, nismo vedeli kdaj, kje. Na koncu smo spet pristali tu, v Ajdovščini, lahko bi že pred 3 tedne nazaj, ampak lahko samo sporočam, da so nas bolj povezali. Evo, ker celotna ekipa dala vse od sebe in smo zmagali. Zdaj imate že 7 različnih strelcev v tej sezoni prve lige. Verjetno je tudi to podatek, na katerega ste ponosni. Tako, se pravi, želja je seveda, da ima še enega normalna padalec za to, da izstopa pri v tem segmentu, ampak smo neprevidljivi in to smo želeli biti od vsega začetka. Določeni dogodki so vas torej še bolj povezali in verjetno je tudi ta zmaga, te 3 točke prišle torej kot fantastična popotnica za občinski derbi naslednji teden. Tako, gremo samozavestno, seveda pa na realnih tleh kot vedno. Nič nismo naredili, moramo kar nekaj stvari še popraviti, ampak potom. Najlepša hvala. Tilen Klemenčič, danes je nekako vse kazalo na to, da se bo tekma končala z najbolj nepriljubljenim nogometnim rezultatom, na koncu pa zadetek Radomelj. Kako težko je bilo v tistih trenutkih? Pa ja, vedeli smo, da nas čaka težka tekma z naše strani, mogoče malo slabši vstop v to tekmo, na to smo vendarle prišli k sebe. Ja, boli, ko primeš tak zadetek, sploh na koncu, kljub temu vemo, da smo imeli 2-3 situacije, kjer je nasprotni golman praktično rešil gol iz črte, ampak ja, nimaš kaj, glave gor, treba se dobro spočiti, zanalizirati tekmo in se dobro pripraviti na Koper. Hvala. Andrej Pogačar, iskrene čestitke za zmago. Je kaj slajša, ker ste vi dosegli zmagoviti gol v 93 minuti? Ja, ne bom lagal. Je slajša, ker sem mislim, da po 2 letih pa pol spet gol v prvi ligi, tako da, ampak najbolj pomembne so 3 pike. Cela ekipa je zaslužila to in gremo naprej zdaj. Nas lahko popeljete skozi to akcijo? Ste videli, da je Tratnik nekoliko izbrat? Ste ga želeli lobati ali se vam je vse skupaj malce posrečilo? Sem opazil, da je vratar malo bolj iz vrat, pa me tudi malo sreča zadela, ampak sem hotel to, sem opazil. Najlepša hvala.